novi hrošč oziroma novi Golf. Tako pompozno so pri Volkswagenu napovedali prihod novega modela ID.3. To je namreč avto, ki naj bi sprožil električno revolucijo. In ta revolucija naj bi se z njegovo pomočjo zgodila tudi v Sloveniji, kamor je ta avto zdaj končno prišel. No, ampak to se je zgodilo z nekoliko zamude. Ja, konec dobro, vse dobro. Vmes je prišlo do zastoja v razvoju softvera, no, potem pa še ta neljuba zgodba z COVID-19 je dala še en dodaten zamik. Imeli smo kvote, določene, koliko naročil lahko sprejemamo za te prve modele ID. First. No, teh kupcev se je v naši hiši zelo hitro prijavilo. Je pa tako, da je bilo vsaj v Sloveniji to dokaj neobvezno, ni vsebovalo nekega plačila. Tako da na koncu je dobra polovica tega ostala. Za polovico imamo pa odzad veliko interesentov. Jaz osebno mislim, da se je ta revolucija že zgodila. Zgodila se je pa v naših glavah. ID.3 pomeni vstop v novo dobo za Volkswagen. In to naj bi se videlo tudi s takšno bolj igrivo obliko. In pravijo, da se to vidi recimo predvsem pri maski oziroma obrazu avtomobila, ki naj bi bil videti zelo prijazno. Ampak verjamemo, da bodo slovenski kupci še bolj kot obliko cenili tisto, kar se skriva pod njenim površjem. Električni avto ni več dovolj, da je le poseben, vpadljiv. Za tiste, ki se vozijo na dolge in tiste, ki se vozijo na kratke proge, mora biti ugoden in ne sme imeti več tistih značilnih električnih pomanjkljivosti. Večino voznikov, ki jih poznam, ki so tudi zdaj v bistvu si kupili električno vozilo, so se prepričali, da je ta mobilnost res odlična. Pomaga pa seveda dvoje. Eno je sama miselnost o električni mobilnosti, ki mislim, da nas je veliko takih privržencev pravih, ki nam je sama misel tega všeč. Po drugi strani pa tudi, ko delamo izračune, vidimo, da je že danes prišel trenutek, da je električno vozilo, da se tudi ekonomsko izplača. Načini polnjenja, hitrost polnjenja, povezanost avtomobila v sisteme polnjenja so že toliko napredovali, da je uporaba dejansko otroška enostavna kot uporaba pametnega telefona. Na voljo bodo 3 različne baterije. Najmanjša ima kapaciteto 45, srednja 58 in največja 77 kWh. No, ta zadnja naj bi po standardu WLTP zadoščala za kar 550 km z enim polnjenjem. No, če bo kapaciteta zadostovala, pa nas zdaj zanima tudi, kaj se bo za slovenskega kupca zgodilo, ko bo takšna velika baterija končala svojo življenjsko pot. Se bo soočil z visokimi stroški? Baterija ima dolgo življenjsko dobo, tudi garancijska doba 8 let je zadosti dolga, da da veliko varnost v temu, kaj se bo s to baterijo dogajalo. In tudi tehnično so baterije tako izdelane, da se jih da obnoviti po posameznih modulih. Seveda ni to zdaj, da bi nastala težava, da če baterija nima več zadostne kapacitete, da je treba zamenjati ali kupiti popolnoma novo baterijo. Poleg električnega pogona model ID.3 ključno zaznamuje digitalizacija. No in notranjost je še nekoliko bolj minimalistična kot pri Golfu, ter seveda popolnoma veganska. Znamka Volkswagen je tukaj zastavila jasno pot. Želi izdelati ogljično nevtralno vozilo, želi tudi uporabljati materiale, ki so skladni z našimi etičnimi, moralnimi predstavami in v to smer razvijamo avto. Bo vse skupaj dovolj, da Volkswagenova e-mobilnost v Sloveniji ne bo več le niša? Kakšen bo torej tipični slovenski ID.3? Vozilo z osnovnim dometom preko 300 km bo vstopna cena nekaj preko 30 tisoč evrov. Če odštejemo subvencijo 6 tisoč, je to 24 tisoč evrov. Primerljivo vozilo z bencinskim motorjem je okrog 25 tisoč, tako da smo v bistvu zelo blizu že našimi klasičnimi bencinskimi in dizelskimi motorji. Ja, jaz verjamem, da Slovenci smo, kako bi vedel, po domače povedano ziharaši in da se bomo večinoma odločili za to srednjo varianto, za srednji doseg 420 km.
ID.3 smo spoznavali tudi na prvi vožnji v Nemčiji. Poleg tega vam tokrat ponujamo še test njegovega bratranca Golfa in zgodbo o Volkswagenovem salonu nove dobe v Ljubljani.